V zadnji veliki nagradi Nemčije se je zgodil dogodek, kateri je tudi šel mimo naše pozornosti, verjetno zaradi vsega drugega dogajanja, ki smo ga videli na progi. A zgodila se je zopet neka presenetljiva odločitev komisarjev, o kateri je vredno pomalce diskutirati. Seveda so komisarji že zadnjo sezono oziroma tudi sezone prej na tapeti, sam jih dostikrat razumem, se spustim v pravilnike, a sedaj so napravili odločitev, katera je po mojem osebnem mnenju v nasprotju s tistem, kar bi morali narediti. Ne govorim o tej odločitvi okrog Lewisa Hamiltona, upisanem v dokumentu 53 z velike nagrade Nemčije, ko so preiskovali tisto, zakaj je vozil prepočasi za varnostnim avtomobilom. Namreč ugotovili so, da z tega ni bilo nič, kajti spregledali so dejstvo, da je Lewis Hamilton šel iz proge, trčil, se vrnil nepravilno na tisti pit lane, zato je bil tudi ustrezno kaznovan, kar je bila pravilna odločitev in imel ogromen postanek v boksu. Nekdo je gledal samo tiste vmesne čase na monitorju, videl, da Lewis Hamilton vozi prepočasi, brez da bi se zavedal, da stoji praktično v boksih z poškodovanim bolidom. Bolj hitro, kot je vozil, pač v tistem trenutku mu ni bilo dano voziti. Pustimo se da pri kraju. Stvar je bila jasna in opisana lepo v dokumentu. Tisto, kar sem jaz dobil kot sporno, čeprav ni pustilo nobenih posledic, da bo jasno, je bila kazen za Charlesa Leclerca oziroma skuderijo Ferrari pri tistem nevarnem vračanju na pit lane, ki ga je imel Charles Leclerc. Zakaj gre? V bistvu nič kaj takega, kršitev pravilnika, spustili so Charlesa Leclerca pred Romana Grosjeana, prišlo je do manjšega trka, kar piše tudi poročilo, ni bilo drugih posledic in komisarji so skuderiji Ferrari prepisali kazen $5000. Nič kaj takega boste rekli. Problem je v tem, da po športnem pravilniku FIA je določeno, kakšne kazni lahko dajo komisarji. In med temi, razen ene izjeme, s kateri se bo vrnil malce kasneje, ni denarnih kazni. Komisar Formule 1 lahko med dirko izreče naslednje kazni. Opomin, 5 sekund, 10 sekund, drive-thru, stopengo z 10 sekundami postanka na svojem mestu, izguba mest, če se zgodi kaj, naprimer med kvalifikacijami, in pribitek na končnem času. Kakšnih denarnih kazni ni omenjeno. Edine, ki so omenjene te denarne kazni, so tiste za prekoračitev hitrosti, kot vidimo v 22. členu 10. točki, kjer od $100 do $1000 je nekje tista meja, točno določena, kjer po lastni presoji komisarji lahko dajo kazen vozniku, ne ekipi, vozniku, kolikor prekorači tisto omejeno hitrost skozi pit lane. Seveda je tu, kot ponavadi v pravilnikih FIA, zanka. Namreč v 18. členu, prvi alineji, lepo piše, da komisarji so zavezani k temu, da po lastni presoji lahko uporabljajo kazni iz pravilnika, iz športnega pravilnika in ali kodeksa FIA. Kodeks FIA je tisti skupek vseh navodil, vodil, kako naj bi se vozniki v vseh kategorijah pod okriljem FIA obnašali. In tu v 12. točki, drugem poglavju in tretjem, piše, da lahko komisarji izrečejo časovne pribitke, izgubo mest in tudi denarni kazni med drugim. Nobenega točnega določitve od do, kdaj, zakaj, pa kako. Piše samo na koncu, kam naj se ta denar nakaže. A pustimo zdaj to na primeru. Bistvo je nekje drugje. Že v tej sezoni 2019 imamo 3 primere, kateri nas lahko pri takih odločitvah spravijo v dvome okrog odločitve komisarjev. Videli smo, kaj se je zgodilo na veliki nagradi Nemčije, praktično brez nobenih resnih posledic, denarna kazen za ekipo. Drugi primer je bil na veliki nagradi Monaka, kjer je prišlo do podobnega incidenta, kršitve istega člena pravilnika, a sta Max Verstappen in Valtteri Bottas malo bolj močno trčila, Bottas je bil seveda oškodovan in tu so komisarji ravnali skladno s tistim, kar veleva športni pravilnik. Max Verstappen je dobil 5 sekund kazni. O višini te kazni ne bom diskutiral, to je v prosti presoji komisarjev in tako je prav. Ravnali so strogo po pravilniku, brez popustov, lahko bi dali več, lahko bi dali tudi manj, ampak dvomim, bilo je upravičeno. Po drugi strani,
Če pogledamo, kaj se je zgodilo na veliki nagradi Avstralije na začetku sezone, bomo ugotovili, da je McLaren dobil prav tako $5000 kazni, zaradi tega, ker so spustili Landa Norrisa prehitro na progo pred Roberta Kubico. A tu je treba poudariti nekaj. Prvič, bilo je na tretjem prostem treningu in drugič, izhajal je iz garaže, to se pravi ne iz postanka za menjavo koles, ampak direktno na slepo iz garaže, kar je nekako razumljivo. Zakaj vsa ta gonja, zakaj vso to spraševanje okrog tega pravila? Imamo en velik problem, namreč. V 27. točki, prvi odstavek tega pravilnika, športnega pravilnika Formule 1 FIA, piše, da voznik mora Formulo 1 voziti sam, brez tujih pomoči. In to dobesedno tako piše. Sedaj pa smo prišli do primera, na primeru Leclerca, ko je odgovornost za ta trk, kateri ni imel posledic, dobila ekipa. Torej, je bolid v tistem trenutku vozil Leclerc ali so bili krivi pri Ferrariju. Spomnimo se samo vse gonje, ki se je zgodila in bom rekel upravičenih kazni, ker so ekipe po radijski zvezi pomagale voznikom, kakšne nastavitve lahko dajo na volanih. To se pravi, v tistem primeru, skladno s pravilnikom, pravilna odločitev, da so kaznovali, kajti ne sme dobiti voznik zunanje pomoči. V drugem primeru, ker so voznika prehitro spustili na nevaren način, a izpeljal je on sam in on je tisti, ki po pravilniku mora sam voziti brez tuje pomoči, je pa sankcijo za napako dobila ekipa. Meni to ne gre skupaj, tu vidim jaz kontroverznost, tu vidim stvar, ki jo je treba razčistiti. Seveda sem poslal malo daljši mail tudi na FIO. Videli bomo, ali bojo odgovorili ali ne, ali bojo razložili ali ne in kak bo odgovor, če ga bom dobil, bom poročal. Vsekakor pa tema, ki je zanimiva za razglabljanje, zanimiva tudi za naprej, kako se bojo obnašali. Upam, da sem odprl še neko novo pot za razmišljanje. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.